Zimska sezona, ki se je začela s 15. novembrom, se s 15. marcem tudi uradno končuje. Takrat bo čas, da zimsko službo zamenjajo drugi in se posledice odstranjevanja snega začnejo sanirati. V tem trenutku gledamo naprej in seveda se pripravljamo na vzdrževalna dela, ki so potrebna po poteku ali pa preteku zimske službe. In tu mislim predvsem na močno poškodovana vozišča, po zimi poškodovana vozišča, tako imenovane zmrzlinske poškodbe in pa seveda priprava za asfaltiranje oziroma izvedba asfaltnih prevlek. Ob samih snežnih plugih so za veliko škode odgovorna že sama temperaturna nihanja, ki povzročijo razpoke v materialu. Sami plugi poškodujejo delno vozišče, ne pa v taki meri kot vse ostalo. Praktično je najhujši sovražnik ceste so temperaturne razlike, ki so nastajale, se pravi od -10, -15 in pa pozneje, ko se čez noč temperatura spremeni v +5, +10, takrat pride do teh nihanj. Sanacija javnih prometnih površin ne poteka le spomladi. Izvaja se glede na prioriteto in stopnjo poškodovanega cestišča. Krpanje drnih jam se izvaja v bistvu skozi celo leto. Krpanje drnih jam se izvaja predvsem na tistih ulicah, kjer je to smiselno. Ulice, ki so močneje dotrajane oziroma kjer je asfaltna površina že toliko poškodovana, da krpanje več ni smiselno, pa se potem predvidi v plan asfaltni prevlek, kjer zamenjamo celotni zgornji ustroj, torej celotno asfaltno plast. Pospešeno kopnenje snega bo hitro omogočilo dostop do prometnih površin, da bo tudi sanacija potekala laže. V letošnjem planu asfaltnih prevlek je trenutno zajetih 21 ulic po različnih mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. Z samimi asfaltnimi prevlekami pa začnemo nekje predvidoma po 15. marcu oziroma nekje konec meseca marca. Pregledniška služba je ugotovila številne poškodbe cestišča, večino so jih pri Nigradu že odpravili. 5500 primerov teh poškodb na voziščih, ki so, bi rekli, so sicer za pregledniško ali pa za nas blagega značaja oziroma take, ki jih moramo sanirati takoj. In nekje v 85% smo te tudi pokrpali. Ob cestah pa so sanacije potrebni predvsem pločniki in tlakovane površine, na katerih so posledice odstranjevanja snega bolj opazne.